Lep pomladni pozdrav iz udobja prijetnega doma. Karantena nas namreč ni ustavila pred željo po veliki meri kreativnosti, zato za vas še vedno ustvarjamo vsebine in to kar iz domačih krajev. Za začetek skočimo nazaj v čas, ko šolski hodniki še niso samevali in so dijakinje predšolske vzgoje svoje znanje nadgradile v izjemno zanimivi delavnici. Pripovedovanje je igra, so besede priznane slovenske pripovedovalke Špele Frlic, s katero so se srečale dijakinje 3. V. Druženje v okviru projekta SKUM se je začelo s pripovedovanjem zgodb otrokom Ljutomerskega vrtca. Skupini Lizike in Vrtavke ter dijakinje so v prvem delu srečanja skupaj prisluhnile zgodbam, ki jih je pripovedovalka kar tresla iz rokava. Zanimivo. Prav vsi so si najbolj zapomnili navihana Jožeta in Franca, grozljive trole in velike japonske miši. Ko so otroci odšli, so se dijakinje skozi zanimive pripovedovalske igre preizkusile v obnavljanju zgodbe o revnem študentu in bistri Katarini, dopolnjevanju pravljice o brezzobem volku ali mozoljasti čarovnici in na koncu izmišljanju lastne zgodbe, kako se rešiti iz črne luknje. Meni se je zdelo predvsem pomembno, da dijakinjam pokažem, da je pripovedovanje v svoji osnovi komunikacija in da je to nek način, ki je nam ljudem lasten. To se pravi, da vsi že nekako imamo nastavke za to, da pripovedujemo, potem pa seveda jasno z vajo, z veščino, z zgodbami to izmojstriti. In pa, da je pripovedovanje na nek način igra. Da je fajn biti igriv, aktivirati domišljijo in se nekako v tem tudi zabavati. Marsikdo je premagal strah pred govorjenjem in pripovedovanjem pred občinstvom, saj je dan minil v igrivem preigravanju zgodb iz zakladnice ljudskega izročila. V času, ko smo doma, pa so nastali številni zanimivi videoizdelki. V nadaljevanju nekaj filmčkov dijakov umetniške gimnazije na temo karantena. Karantena, ker nam vsak dan prinašamo najnovejše novice o novem virusu imenovanemu koronavirus oziroma COVID-19. Torej, kot vsi vemo, nam je ta virus povzročil velike preglavice. No, tega sploh ne bi bilo, če tisti Kitajci ne bi čistega skupaj pojeli, pa še netopirja poleg. Dobro, no, tu imaš mogoče malo prav, samo zdaj pa gremo na realne stvari. Danes si bomo ogledali, kako karanteno preživljata dva dijaka, ki obiskujeta gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru. Njihov logo je kot ponavadi na vsakem mestu, tudi v našem studiu. Torej, poglejmo si njuno karantirano življenje. Znašli smo se v situaciji, ko mora vsak človek ostati v karanteni zaradi koronavirusa. Zelo hitro mi je postalo dolgčas, saj sem na dan popila 6 kav. Pojedla vse, kaj je bilo možno in spala 12 ur na dan. Kar hitro sem se odločila za sokaranteno. V karanteno sem povabila svojega najboljšega prijatelja. Skupaj sva spila 12 kav, pojedla dobesedno čisto vse in spala 12 ur na dan. Pa dobro, no, pa ne bilo tako seleno, kako se tebi zdi. Puno sva se včila, dosti sva telovadila, kako vidite, tu sva tudi bežala. No, v eno smer je šlo fajn, zdaj v drugo pa malo težje. No, vsaj za eno, no. Skrbela so za svoj imunski sistem. Jaz sem pucal, Laura pa je, kako vedno, nekaj v kuhinji ustvarjala.
mama. Vlada nam je rekla, naj se držimo stran drug od drugega 1,5 metra. Ampak midva to ponavadi se tega nisva držala. In potem, ko sem jaz po nesreči kihnil, je nekdo ponorel. In ko vam nas fin gledala? Mentalista? Pa... Yeah, the new virus is here. COVID-19, you're all gonna die. It's gonna end, we just gotta be strong. Just don't panic, baby, that would be wrong. Wash your hands and stay inside if you wanna stay alive. Če vročino imaš, če kašljaš, če te vse boli, ne hodi na trolo, ostani doma. Pokliči ga, zdravnika osebnega. Med karanteno smo doživeli tudi obilico ekstremnih primerov. No, vsaj midva sva jih. Kdo bi si mislil? Zgodil se je potres. Med karanteno je tudi zapadel sneg, zato se nismo mogli premakniti nikamor. Med karanteno sva spotrla tudi kolo. Zdaj pa, kako se je to zgodilo, vam ne bi glih na dolgo pa široko razlagala, to vam te rajši naslednjič povem. Midva dosti krat hodiva drug drugemu, samo problem je v tem, da sva iz različnih občin. Jaz sem iz Lendavske, on pa iz Soboške. Vmes pa so prepovedali prehajanje iz občine v občino zaradi koronavirusa. Zdaj pa, kaj bova pa midva? Švercati se bo treba. Samo da nam je uspelo, to je zdaj vprašanje. Pa šlo, da saj pa Lorena mama tako vedno pripelje do cilja, ne glede na razmere. Ob koncu karantene se nama je popolnoma zmešalo. Pa je moje razkužilo. In tako smo se sprehodili skozi zdajšnje življenje dveh najstnikov. Morate nas razumeti, zakaj smo izbrali tako prijeten par. To je bilo vse za danes. Se vidimo prihodnjič ob naslednjem izbruhu virusa. Z vami sva bila Laura Podgoršek in Nino Bogatin. Hello everyone. In these hardship times, we are suffering from deprivation. Because of the breakout of the coronavirus, we are now in a totally different situation. So I decided to do this ultimate 14 days challenge called My Healthy Lifestyle. I start off every morning by making myself a cup of coffee. Coffee for me is really a remedy for lack of energy.
I do my schoolwork while drinking coffee, and I'm also listening to some relaxing, stress relief music. Then I have a light, healthy breakfast. Working out has become easy for me. All it requires is a soft surface and the will to do it. I know a lot of people that don't like working out, but for me personally, it has become pretty fun. In hard times like these, we need to focus on our mental strength, and that is why I recently started meditating every day. It helps me have a positive attitude towards myself. Anytime I'm feeling stressed or overwhelmed, I listen to some guided meditation, and it truly works like a cure for any kind of bad mood. Instead of spending all my time on my phone, I rather force myself to read a few pages of a good book. Having a healthy lifestyle doesn't just mean working out and eating healthy. Being healthy means being happy and doing something more productive than laying in bed all day looking at your phone. I hope this video has inspired you to become more productive. Na naši spletni strani je nastala zanimiva rubrika GFML-jevci smo doma, kamor se stekajo številni zanimivi prispevki dijakov. Prisluhnimo zapisom v dnevniku dijaka in si oglejmo foto in likovne izdelke naših dijakov na temo karantena. Drogi dnevnik, od tega smo doma, nekak ne razumem tega sveta. Vse je tak čudno. Loni sem tak na kavči poležova, pa sem bila lenuh. Letos se naenkrat narodni herojiči doma ležin. Končno mi je en štromar to nekak razloža, kaj je prebojša izolacija, kako zemljitev. Drogi dnevnik. No, pouk se je začeja, tak prek totih videokonferenc pa to. Ma, zdaj to nekak laufle. Zodič smo celo s sošolci šli na pico prek videokonference. Konec marca smo opet vire pomeknuli. Saj nikoli ne vem, če moram naprej ali nazaj. Zdaj bi jo najrejši za 2 ali pa 3 mesece naprej. Te sem pa prvo viro pouka zodič prespa. Sem si mislila, pa itak smo doma zdaj. Pa mi je mama neupravičeno dola. Drogi dnevnik. Zdaj je že hudo. Ljudje si po 100 rolic papira, ki pivlejo. Samo si mislim, ko bi te toti že pred korono doktora nucali. Je pa v toti pižami tak fajn. No, te pa mi je mama rekla, ko si naj vseeno vsaki drugi den kavbojke gor potegnem. Ko se ga nem preveč razleza, ko nemu prešli novih cutki pivat, kdo mu mogli opet v šolo iti. Drogi dnevnik, ojoj, nikam ven več ne smemo. Loni smo toti cajt po živalskem vrti slone pa tigre v kletkah gledali. Zdaj pa sosedovi pesi pa en mačok, kaj tu mimo frčajo, mene tak notri gledajo. Jaz pa sem takak papež. Samo porkrat idem ven na balkon, pa pomošen kerin leden. Zdaj prelahko vini hodimo, samo še s pesom. Naš se je včeraj proti večeri celo skrija, kaj že 5. v enem dnevi moga z neko na sprehod iti. Zdaj bi naenkrat vsi radi tu nekaj s pesi okoli hodili, če pa pravijo, ko moramo doma ostanuti. Drogi dnevnik.
Gija pes. Ne vem. Drogi dnevnik. Kaj me te vsi teko spitovljajo, kaj delam? Ja, kaj delam? Roke si vmujvlen. Enkrat v kopalnici, drugič v kuhji. Teko si že tu peren, ka se mi je predlanski švingel zvim pokoza. Drogi dnevnik. Zdaj se mi že pa tak vleče. Kjeri bi si mislil, ka bom kdo tu rekel, ka čen nazaj v šolo iti. Dugi cajt mi je že. 4-krat sem že ja, 3-krat sem še spat ša, pa še vedno je gnes. Zdaj, či ne da pomalem tote korone fertik, mu dijaki sami v roštvo znajšli. Samo ka ne da tak, kak je zdaj, kad je po vse postoren. Eni prekipevamo od ustvarjanja, drugi se pridno učijo, spet tretji lenarijo. Ob tem se nam pojavljajo številna vprašanja, na katere je dijakom preko videokonference poskušala odgovoriti šolska svetovalna delavka Karmen Stolnik. Pozdravljeni, intervju za socialno delavko delamo Eva, Maša in Mika. Imam težave s koncentracijo. Učenje na daljavo pa je idealno, da moje misli odtavajo stran od šole. Ja, Eva, lepo pozdravljena. Zdaj, glede tvojih težav, recimo s koncentracijo, da popolnoma razumem, že včasih v šoli nam misli pač hajde zatavajo, pa se kaj zamislimo skozi okno, zdaj v domači situaciji pa še to toliko težje, ker imamo različne moteče dejavnike, tudi mi, ki delamo od doma, imamo včasih podobne težave. Zato ti nekako pač svetujem, da si narediš nek urnik, si določiš, kdaj v kateri del dneva boš delala pač za šolo. Ponavadi predlagam, da je to od 7-8 pa tam do 2-3, podobno kot bi bila v šoli, pa še potem kakšna ura, 2 popoldne, kot bi pač tudi drugače v prejšnji situaciji namenila za šolsko delo, za reševanje kakih nalog, učenje. Tako da si spostaviš pač neko rutino, potem se nam je to lažje držati. Za šolo porabim veliko več časa, kot če bi dejansko hodila v šolo. Kaj lahko sama storim ali popravim? Ja, predlagam, da si pač delo nekako porazdeliš, si določiš neke prioritete, kaj boš zdaj naredila, verjetno vam tudi učitelji dajo pač različne roke, do kdaj je potrebno kaj narediti, se tistega sicer skušaš držati, ampak si nekako potem na tiste roke delo porazdeliš, verjamem, da tudi če ti pač kateri dan ne uspe vsega narediti, pa če kdaj kaj oddaš zamikom, pa to profesorjem pojasniš, da tudi nima nobene slabe volje in nobene panike. Ne rabiš vse pač opraviti v istem dnevu, nekako si to skušaš porazdeliti. Strah me je ocenjevanj na daljavo. Moramo res dobiti ocene v tem času? Mislim, da te glede ocenjevanja ne rabi nič pretirano skrbeti, saj če slediš pouku na daljavo, če delaš naloge, mislim, da se boš tudi glede tega odlično odrezala, no, le svoje sposobnosti pa znanje zaupaj, pa se bo tudi to šlo odlično. Prijateljica je letos maturantka, res jo zelo skrbi, kaj bo z maturo. Kako se pripraviti na njo? Ja, matura res nekako letos bo potekala na drugačen način, zato verjamem, da pri tvoji prijateljci in vseh ostalih maturantov letos buja nekaj nelagodja. Zdaj tebi kot prijateljci svetujem, no, da svoji prijateljci nudiš jo oporo, jo bodriš, stojiš ob strani, jo motiviraš. Drugače pa mislim, da ne rabi nič skrbeti, saj če sledi profesorjevim navodilom, nalogam, zadolžitvam, ki jih dajajo, verjamem, da bi maturo dobro upravila. Naši profesorji so v bistvu že vrsto let imajo izkušenj, da naše maturante dobro pripravijo na mature in dosegajo nadpovprečne rezultate. Tako da mislim, da tudi v tej situaciji, ko pač poteka priprava na malo drugačen način, ne bo temu nič drugače, bo ravno tako naši dijaki zelo uspešni na maturi. Imate za konec še kak nasvet ali spodbudno misel?
Ja, najprej bi vas vse dijake pohvalila, od učitelja dobivamo pozitivne spodbudne informacije, da se v pouk na daljavo vključujete, da delate naloge, sledite navodilom, da ohranjate nekako to delovno vnemo in pozitivno energijo in upam, da bo temu tako še naprej. Tudi bi vas pohvalila, da še kljub vsemu najdete čas, energijo, motivacijo, da se ukvarjate z obšolskimi dejavnostmi, kako snemate oddaje, radijske, televizijske. Tudi naša rubrika Smo doma na spletni strani je v teh tednih v bistvu zelo bogat nabor tega, kar počnete v tem času. Zelo kvalitetni prispevki so, izražajo vašo ustvarjalnost, kreativnost. Tako da sem zelo vesela, da nam sporočate, kako vam v tem času gre. Zdaj rekla bi, da vas naj ne skrbi, če mislite, da ste kaj zamudili v tem času, vse se bo dalo nadoknaditi, tako da tudi če česa ne razumete, če ste kaj zamudili, boste še že usvojili. Predvsem pa bi želela, da nekako ohranite to pozitivnost, pa da ne pozabite na socialne stike, tudi če se pač fizično ne morete videti, družiti, dajte se pač poklicati, razne aplikacije vam mogoče, da se tudi vidite, si pomagate, v končni fazi tudi kako kavo spijete na daljavo in pokramljate, tako da dajte se spodbujati v tem času, drugemu stojite v strani, drugače pa smo vam tudi mi na šoli, tako jaz, kot učitelji vedno na voljo, če rabite kakršnokoli pomoč, imate kakšno vprašanje, tako da jaz verjamem, da bomo vsi skupaj zmogli pač premagati tudi to situacijo. Dovolj je bilo korone in karantene. Gremo k bolj veselim dogodkom. Kaj pravite na čisto pravo prleško gostovanje? Pozdravljeni gledalci, znašli smo se v prav posebnih razmerah, zato bo današnja oddaja malo drugačna. Kljub vsemu pa bomo tokratno oddajo posvetili enemu prav lepemu dogodku. Gostivaj! Predstavili vam bomo, kako je nastala gledališka predstava Prleško gostovaje, ki je že 4-krat napolnila dvorano pri Mali Nedlji. Še večkrat bi jo, če ne bi bilo karantene. Z nami je Tadej Murkovič, avtor in režiser predstave. Zdravo, Bogdaj. Po izobrazbi ste etnolog, nam lahko malo predstavite ta poklic? Etnologi skrbimo predvsem za kulturno dediščino, tako jo popišivljamo na tereni, pa spremljamo, kaj se z živi dogaja, pa tako naprej. Se pravi, skrbimo za kulturno dediščino, materialno, to so predmeti, pa stavbe, pa tako naprej, pa za duhovno pa materialno, to pa so recimo pesmi, pa običaji, šege, pa kako ljudje živijo, pa tako naprej. Spremljamo jo predvsem tako, ko hodimo po tereni, obiskujemo predvsem starejše ljudi, ki nam povejo, kako so nekdaj živeli, obenem pa opazujemo tudi, kako zdaj ljudje živijo, ne. Recimo tudi zdaj, ko je korona, opazujemo, kako se ljudje živi soočajo, kako jo dojemajo, kako živijo, ker tako kako zdaj mi sprašujemo stare ljudi, kako so nekdaj živeli, tako da verjetno tudi nas spitovali, kako pa ste te vi živeli, kdaj je bila korona, ne. Po odzivu obiskovalcev sodeč je predstava Prleško gostovaje navdušila z svojo izvirnostjo, prleščino pa zakladnico ljudskega izročila. Kako pa ste sploh dobili idejo za predstavo? Mi smo že pred 3 leti imeli eno predstavo podobno, ki se je reklo, kako je nekdaj bilo po zimi. Tam sem zajela notri predvsem šege v zimskem cajtu, se pravi Barbarino, Lucijino, Pametivo pa tote. Tudi je bila na takšen način, ki je predstavljala stare običaje, šege, pesmi, pa predvsem dosti humora. In ljudem se je zelo dopala, kako sem videl po odzivi, in sem rekel, da pa še bi nekaj drugega naredili v takšen smislu, če je tak dober odziv, ne. In te sem jaz v časih študija šteja dosti člankov strokovnih, ki so pisali, kako je Prlekija posebna v tem smislu, kako je v Prlekiji zelo bogata dediščina na področju gostovaj, pa
premici, naprimer novih mež, pa toga, ka zelo izstople iz slovenskega, pa bi rekel, povprečja, ka so bolj bogata, predvsem to te vaški grbi, ka tu se izraža se humornost, pa tak zelo dosti običajev, zelo je to take bogate in sem se odločil, ka bom naredil taj prleško gostivoje. Je tudi resen, da so pri Mali Nedlji gostivoje že igrali, to je bilo nekda v 60-ih letih in je bila tudi tako ena predstava, v bistvu tako ena igra. Te pa sem šel na teren, pa sem spetoval tote ljudi, kjer so še mogoče bili pri gostivoje, kako je izgledalo, pa kako je potekalo in te sem tako začel eno zgodbo sestavljati, predvsem iz podatkov s terena. Koliko igralcev pa nastopa, pa kako so potekale vaje, kaj je bilo na primer najzahtevnejše pri pripravah za izvedbo predstave? Ja, igralcev je 28, ampak je tu poleg še več, seveda, ki so ne na odri, ne, ampak vseeno so poleg pri predstavi, imamo še šepetalke, pa tiste, ki pomagajo pri rekvizitih med samo predstavo, pa tudi po predstavi, ko imamo kakšno manjšo pogostitev za obiskovalce, te pomagajo, seveda tudi tehnika je poleg, pa ko smo delali toto gostivoje, smo naredili tako, da je vsakši, ki pride na predstavo, dobi na prsi pušljic, tako kot nekdo, kdo si prišel na gostivoje, nekaj so svotevce, vsake mi prišpičile gore pušljic, pa je bil te on, tako en, seveda, gostovenščak, ne. In tudi tote pušljice smo delali, se pravi decembra pa januara je delalo skoraj 30 ljudi, ker smo naredili čez 1200 pušljicov za naše obiskovalce. Vaje so potekale tako, smo začeli z bralnimi vajami v sredini decembra. Ene 3 tedne smo šteli tako skozi, se pravi bralne vaje smo imeli, potlej pa smo šli kar na oder in smo v 2 mesecih pa pol smo v bistvu spravili predstavo na oder, dolgo pa je nekaj nad 2 uri pa četrt. Ja, najzahtevnejše je bilo uskladiti datume, se mi zdi, ker je seveda 30 ljudi težko dobiti 3-krat na teden skupaj, ko imajo vsi cajt, pa tudi za predstavo, ne, ker vsi imajo seveda svoje obveznosti in so dosti so mogli riskirati vsi svojega cajta prostega, ne. Izvedli pa smo tudi, ko s Saro Vinkovič ustvarjata prleški dnevnik na Facebooku. Kako pa se vam je rodila ta ideja? Ja, to pa je predvsem tako za dušo bolje. To delamo tako ne glih nekaj strokovno, to je tako bolj poljudno, ko toto dediščino predstavimo tudi ljudem, ko vidijo, ko imamo tudi mi nekaj za pokazati, ne. Oba dva rada slikamo, Sara bolj profesionalno, pa ona lovi tote momente, jaz pa bolj pač etnološko, pa tote običaje, pa to, kaj se čez leto dogaja v Prlekiji, pa te opremimo s kakšnim materialom, kaj sem ga zbral na tereni. Kakšnimi pregovori, heci, pesmimi, dovolimo gor tudi kakšne store slike črno-bele, kakšnih kmečkih del ali pa običajev ali pa tako dalje, pa te probamo to ljudem prikazati, ko vidijo, kako se je nekdaj živelo. Gor dovolimo rečemo tudi store predmete, ki se več ne uporabljajo ali pa se mogoče še tu pa tam najdejo, pa niti več kdo ne ve, zakaj so. Ali pa zapišemo kakšne pregovore, ki se navezujejo na kakšne dneve v leti, pa tako dalje. Tako v bistvu toto dediščino kulturno čemu približati tudi širšem krogu ljudi, pa tudi mlajšim, ne. Ko vidijo, ko imamo tudi mi kaj, ki v totem cajtu smo zelo zasipani z informacijami iz Amerike, pa z celega sveta prek interneta, mi jo pa čemo pokazati, ko tudi mi imamo kaj za pokazati, tudi zanimivega, ne. Kakšne pa imate mogoče načrte za prihodnost, razmišljate mogoče še o kakšni predstavi, mogoče knjigi? Ja, zdaj korona nas je malo zmešala, ne, in smo šteli še toto predstavo ponovljati, zdaj pa smo se odločili, ko bomo pač v jesenskem cajtu nadaljevali, ker še vseeno so tudi tu pri Mali Nedlji ljudje, ki so še ne notri v dvorano mogli priti, pa tudi od Indije hodijo, ne, pa še je kar veliki interes, tako še bomo v jesen predstavo ponovljali tu pri Mali Nedlji, pa mogoče še bomo celo šli kon Inda gostovati, seveda v totem območju, ki nas razmijo, ker je predstava v čisti prleščini, ne, v tisti stori, izrazi, ki jih že dosti ljudi mogoče niti ne pozna so notri. Ja, prleški dnevnik, da tako naprej verjetno osta,
mogoče bomo se kaj razvili, ko bi še več ljudi gor devalo, ko ne bi samo mi tu nalagali, ampak ko bi bilo bolje interaktivno, ko bi tudi drugi kaj nalagali slike, ne vem, kak zdaj živijo, recimo, ne, kak je zdaj, ne vem, broto ali pa puka je zavizen ali pa tako, ko bi pač bilo bolj odprtega značaja. Knjiga pa mogoče kdaj bo, jaz zbiram stalno material za tako eno knjigo, ko bi bila o teh običajih, pa predvsem o tem humorju, ki je starem humorju, ki je gnezdim že, ga tu pa tam čujemo, ampak je vseeno, tak se mi zdi še naleti na pozitivno, na rodno tla, no, kako bi rekel po slovensko. Kaj še se zelo poistovetijo, tudi eni preleki žin, kdo nekaj čujejo, kaj dosti krat čuješ, ne vem, kak je hec, pa niti ne veš, zakaj je. Tisto med pa probamo včasih razložiti na preleške dnevnike in tako da še naprej ostalo. Mogoče pa da je tudi da knjiga, ja, kada je to ostalo še te zato, kaj pridajo za nami. In za konec še ena raziskovalna naloga naših dijakov. V svoji raziskovalni nalogi je učinkovito odstranjevanje bakrovih 2+ ionov iz modelnih vodnih raztopin z magnetnim nanoadsorbentom na osnovi razvejanega aminopolimera polietilenimina sem preučevala, kateri so najboljši pogoji za najučinkovitejšo adsorpcijo. Preverjala sem vpliv pH vrednosti, koncentracijo bakrovih ionov ter koncentracijo adsorbenta, torej magnetnih nanodelcev. Hkrati pa sem primerjala rezultate lanske raziskovalne naloge Blaža Gubiča ter preverjala, kakšne so koncentracije bakra v dejanskih vodah. Raziskovala sem tako, da sem si najprej pripravila magnetne nanodelce, katerih lastnosti sem preverila na strojni fakulteti v Mariboru. Nato pa sem v šolskem laboratoriju upravljala procese adsorpcije in sicer tako, da sem modelne raztopine z magnetnimi nanodelci mešala na magnetnem mešalu. Po 1 uri mešanja sem magnetno mešalo odstranila ter jih položila na magnet. Potem pa sem preverila še končno koncentracijo bakrovih ionov v raztopini. Torej, ugotovila sem, da so magnetni nanodelci zelo primerni za odstranjevanje bakra iz vodnih raztopin. Prav tako sem ugotovila, da so delci, ki sem jih uporabljala sama, učinkovitejši kot delci, ki jih je uporabljal Blaž Gubič. Ugotovila sem tudi, da v vodah ni prisoten baker, kar pa bi po moje bilo možno spremeniti, saj sem vzorce jemala v času, ko kmetijstvo ni bilo tako intenzivno in ni bilo škrobiv, v katerih bi lahko bil prisoten baker. Naj vam zaželim zabavno preživeti preostane karantene z upanjem, da se čim prej srečamo v šoli, ki jo že vsi zelo pogrešamo. Adijo!